16.4.10, Toš direkt, tokratna tema centralizacija in decentralizacija. Lokacija, okolica predsedniške in vladne palače Republike Slovenije v Ljubljani. Slovenijo daje velika težava. Ta se imenuje centralizacija. Dogaja se, da večina intelektualnega ter finančnega kapitala ostaja v Ljubljani oziroma iz periferije v Ljubljano prihaja, vkolikor govorimo o človeških virih. V periferiji ni toliko možnosti za uspeh, pogoji za življenje so slabši, zatorej mladina ne vidi rožnate in lepe prihodnosti in se odloči bodisi po študiju ostati v Ljubljani ali se preseliti v Ljubljano. Ta pojav se imenuje centralizacija. Kratkoročno je za vpletene ugoden, je tudi prijeten, dolgoročno je za državo zelo škodljiv. Kaj se dogaja? Dogaja se zelo hitro staranje prebivalstva v periferiji in kopičenje neavtohtonega prebivalstva v Ljubljani. To bo čez nekaj let pomenilo, da bodo v periferiji pretežno upokojenke in upokojenci, v Ljubljani pa se bo, vkolikor se bo nadaljeval takšen razvoj, začela tudi razvijati brezposelnost, saj bo delovne sile za določena področja enostavno preveč. Pojav centralizacije je treba smiselno pričeti odpravljati. Odpravljati s tako imenovano decentralizacijo. Vprašanje je, kako se decentralizacije lotiti. Smiselno je centralizacijo najprej ponazoriti na zelo duhovit način. Pogosto se Slovenijo upodablja kot kuro. In ko pogledamo tole kuro na zemljevidu, vidimo, da se Ljubljana nahaja nekako v prebavilih, Prekmurje, Pedlekija in tudi del Štajerske pa pri glavi. Torej je nekako projicirajoč centralizacijo na zemljevid, večina energije in materije ostaja v prebavilih, glava pa odmira. Ko odmre glava in možgani, nastopi norost. Torej, kako se lotiti smiselne decentralizacije? Decentralizacija je proces, v katerem morajo zavestno sodelovati vse in vsi, saj v nasprotnem primeru ne bo imel zadostnega učinka. Da, kako ljudi prepričati, da je smiselno živeti v periferiji, ko pa tam ni možnosti za uspeh? Možnosti za uspeh je treba ustvariti. Visoko šolstvo, višje šolstvo in tudi kakšne posebne državne institucije je treba porazdeliti po državi tako, da bo mladina primorana obiskovati tudi kakšne kraje izven Ljubljane, vkolikor želi študirati. To je zelo smotrna možnost. Zakaj? Tukaj ne gre za vzpostavitev gospodarstva, pri čemer bi verjetno pogosto nastopil argument, ja, se ne bo razvilo, ni konkurenčnih pogojev. Druga stvar pa je ta, da je povsem logično, če bi, oziroma ko bi določene tipe izobraževanja predstavili v določeno okolje, denimo arheologijo na Ptuj, ki je zakladnica tisočletij, poljedelstvo v Prekmurje in Pedlekijo, pomorstvo seveda na Primorsko, kaj že je. Torej, vzpostavili bi se tudi mnogo boljši pogoji za študij in pridobivanje ustreznih kvalifikacij. Sočasno pa bi seveda proces centralizacije upadal. Kajti, bistveno je, da se ta proces zaustavi in iz centralizacije preusmeri v decentralizacijo, kajti v nasprotnem primeru bo ta organizem je v tem primeru država Slovenija, zbolel in propadel. Če ponazorimo ta primer še z gasilsko klopjo, tisto z veselic. Klop je preobtežena na eni strani in prelahka na drugi strani. Iz prakse vemo, in to vsi in vse in vsi, to vrstna klop se prekucne. In zato obstaja možnost, da se bo potopila tudi država, saj ko bojo nekateri predeli tako izstradani mlade intelektualne sile,
bo zelo težko povrniti pogoje za ustvarjanje blaginje in, rečemo temu takole, smiselnega duha v smiselni kulturi, zdravega duha v zdravem telesu. Torej, skupek in zaključek tokratnega direkta se glasi: dokler se proces intenzivne centralizacije ne bo transformiral, prelevil v smiselno decentralizacijo, ni možno pričakovati smiselnega in skladnega razvoja države. Upoštevati pa je treba tudi dejstvo, da ima vse nek rok trajanja. Na določeni točki bo fenomen centralizacije postal res pereča težava, ki bo za odpravljanje zahtevala zelo veliko kapitala, zelo veliko znanja in pod pogoji morda tudi zunanje pomoči, kar lahko pod pogoji pomeni, da bodo nekateri subjekti in objekti gospodarstva prišli v tako imenovane tuje roke. Torej, Slovenke in Slovenci, za ohranitev lastne domovine in kulture se lotimo intenzivnega in smiselnega procesa decentralizacije.